Najprej te prosim, če malo predstaviš to tekmovanje Dexter tu v Mariboru. Ja, to tekmovanje organizira društvo Best, ki je znano po celi Evropi. In sicer ga v Mariboru prvič organiziramo, drugače po Evropi se pa že kar nekaj časa izvaja. In ja, poteka v dveh delih. Danes vidimo tu team design, to ekipe dobijo material in orodje ter nek probleme rešujejo. Drugi dan je pa jutri, torej je pa case study. To je pa bolj teoretično reševanje problemov. In koliko je kaj prijavljenih ekip, koliko je interesa za takšno tekmovanje? Glede na to, da je prvič, je odziv bil res velik. Prijavljenih je 12 ekip, danes, jutri 7. Tako da, ja, smo kar presenečeni. Kaj pa mogoče, če kar na primeru razložiš, s kakšnimi problemi se soočajo ekipe na tekmovanju? Recimo, za današnjo nalogo smo si zadali, da morajo narediti dvižni most. Torej pomeni, morajo premostiti eno razdaljo in ta most mora omogočati tudi, da se dvigne, da gre spodaj ladja in da prenese neko težo. Kakšen je material, ki ga dobijo, kakšnega orodja se lahko posluži? To je enostaven material, kot so les, slamice, vrvice, selotejp, orodje pa tudi žage, klešče, kladivo. Je torej določeno, kaj lahko uporabljajo in česa ne smejo? Ja, to je strogo določeno, ja. Kaj pa mogoče za zmagovalca, kaj čaka njih? Ja, zmagovalci iz obeh kategorij odpotujejo v Graz, kjer je tudi regijsko tekmovanje in če še tam imajo srečo, pa v finale v Zagreb. Kak pristop ste izbrali, da ste naredili ta dvižni most? Ja, najlažje, a ne. Če bi kaj komplicirali, bi še 1 uro mogli delati, ostali Nemče se že kjermo dvignil. Pa misliš, da bo zdržal ta most dovolj, da boste odnesli domov tudi zmago? Ja, to smo že naprej vedeli, vse je že bilo zrežirano naprej, tako da hecam se. Kako ste se kaj pripravljali na tako tekmovanje, ali se gre to pač, ker bo brez priprav, pa malo se tu hitro brainstorma in se to naredi? Ja, kako bo, tako smo šli. Ste imeli dovolj materijala, dovolj orodja, vsega? Ja, v bistvu, kar smo šli kupiti sam za okraske, drugega ni bilo, pa tale selotejp, drugega pa ni bilo. Ja, zakaj misliš, da bo ta vaš most boljši od ostalih? Ja, ne vem, dobro ekipo smo si izbrali, potem pa smo med tem časom, ko so že drugi začeli delati, smo se mi še odločevali, kaj bi, pa potuhtali čisto vse možnosti. Zdaj, zakaj bi naredili tako, premerili čisto vse to, da smo dimenzionirali glede na zahtevnosti, ki smo jih dobili pač preprostost. Zdaj, estetiko bomo na konci delali, če nam čas ostane, pa potem funkcionalnost. Zato si veliko, da gre ta obe dve ladji skozi, pa da bo avtomobilček šel skozi. Plus obtežitev še, zato ker imamo potem tu dvojno, eno, ki je fiksirano, pa eno dvižno in potem pač že 50% manjša možnost, da bi težnost premagala pač most. Super, najlepša hvala.